Četrtošolci osnovne šole Preska v karanteni. 180 pritožb na odmero nadomestila. Tedni vseživljenjskega učenja. Povezana skupnost bralcev. Stare mestne in vaške hiše. Pred tednom trajnostne mobilnosti. Jesenske serenade so. Triglav, glasbeno in rekordno. Dober večer in lepo pozdravljeni. Tradicija veleva, da na prvi šolski dan obiščemo katero od naših osnovnih šol. Letos smo, predvsem zaradi prostorske krize in posledično še več napora za upoštevanje protikorona ukrepov, obiskali osnovno šolo Smlednik in osnovno šolo Preska. In žal smo se v slednjo odpravili tudi ta ponedeljek, ko so si televizijske ekipe tam podajale kljuke. Vodstvo šole je bilo namreč v nedeljo obveščeno, da je eden od učencev okužen z virusom COVID-19. Zato sta dva razreda četrtošolcev vse do 15. septembra v karanteni. Pouk pa poteka nadaljavo. Informacijo o okužbi z novim koronavirusom je na vodstvo osnovne šole Preska posredoval Inštitut za javno zdravje. In to še na vikend, torej včeraj v nedeljo, smo dobili obvestilo na šolo, da je pozitiven na COVID-19 eden izmed naših učencev. Takoj smo pristopili v skladu s protokolom k reševanju situacije, poiskali pomoč, zaslombo, kontakt na občinski strani in pa seveda bili v kontaktu z NIJZ in pa Ministrstvom za šolstvo. V civilni zaščiti občine Medvode odzivnost vodstva osnovne šole Preska ocenjujejo za vzorno. Mi ne vemo, kjer učenec je okužen, ravnatelj pač ve, ker je kontaktiral z NIJZ. Takoj, ko je dobil podatek, kjer učenec to je komuniciral, je poklical občino Medvode. Mi smo aktivirali del štaba civilne zaščite, smo se seznanili s tem, naredili smo skupen sestanek in pa se skupaj podali k dezinfekciji tistih prostorov, za katere smo vedeli, da se je ta učenec gibal. Tako smo nudili strokovno pomoč zaposlenim dvema v osnovni šoli Preska, kot tudi materialna tehnična sredstva. Skupen sestanek, dezinfekcija prostorov in informiranje in v ponedeljek zjutraj se pred vrati osnovne šole Preska ni pojavil noben četrtošolec. Obveščanje je šlo po dveh poteh. Ena pot je bila preko osnovne šole Preska, strani ravnatelja, druga pot obveščanja je šla preko občine Medvode, pa na internetni strani in pa na Facebooku občine Medvode, tako da jaz mislim, da so praktično bili vsi obveščeni. Zdaj, po podatkih, ki jih imamo, res noben učenec ni ostal praznih rok. Če bi se pa slučajno to pripetilo, pa je objavljena tudi na internetnih stranih občine Medvode telefonska številka za take akutne primere. Sicer je ta namenjena za interventno oskrbo občanov v primeru karantene, izolacije ali okuženosti, ampak jaz mislim, da se v takih primerih lahko obrnejo vsi krajani na to telefonsko številko in bomo poskusili čim v hitrejšem času najti neko rešitev tudi za to. Če bi me nekdo vprašal takrat v mesecu marcu oziroma aprilu, če bi imeli tak primer na šoli, bi verjetno bila precejšnja doza strahu prisotna. Moram pa reči, da zdaj, ko je prišlo do tega v tem času, pravzaprav temu ni bilo tako, da so starši pa tudi zaposleni informacijo oziroma dejstvo sprejeli relativno umirjeno. Odločitev o karanteni za otroke dveh četrtih razredov je bila na osnovni šoli Preska sprejeta na podlagi ukrepov dogovorjenih z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. In zakaj kar dva razreda? Zato, ker sta razreda relativno skupaj, v drugi razred prihajajo učenci skozi prvega in pa seveda tudi v oddelku podaljšanega bivanja so učenci združeni in zaradi tega so se na NIJZ odločili, da oba oddelka pošljajo v karanteno. Nekaj malega sreče v nesreči pa? Dejstvo je, da je to razredni pouk, da tukaj ni menjave učiteljev.
tako da je tudi organizacijsko zadeva lažja. Ob tem vse starše otrok v karanteni prosijo za razumevanje, saj bo organizacija družinskega življenja v naslednjih dneh izrazito motena. V primeru, da se podoben primer pojavi tudi v kakšnem od drugih javnih zavodov, pa tako v civilni zaščiti kot v občinski upravi verjamejo, da bo odziv vodstva zavodov hiter in v skladu s protokoli in navodili državnih inštitucij, kot je bil v osnovni šoli Preska. To je scenarij, ki si ga nismo želeli, vsekakor smo bili pa nanj tudi pripravljeni. Sej smo tako z državo kot z občinskimi strukturami v preteklih mesecih izdelali protokol tako hišnega reda in vseh ostalih akcij, ki se jih gremo takrat, ko pride do morebitne okužbe oziroma vdor med učence oziroma zaposlene. Kot je pravi Jurman, je od vseh trenutno uvedenih ukrepov v šoli najtežje vzdrževati socialno distanco, saj gre za otroke od 6. do 15. leta starosti in to v šoli zastarelo arhitekturo z ozkimi hodniki in učilnicami iz 30. in 60. let prejšnjega stoletja. Vse ostale ukrepe seveda izvajamo tako, bi rekel, nošnja mask, saj na komunikacijah, torej na hodnikih. Zaposleni se tega držijo, tudi kar veliko učencev to nosi, čeprav maske v narekovaju niso obvezne, so priporočljive. Vendarle mislim, da je zavest, vsaj na naši šoli, tako med zaposlenimi kot učenci, seveda starši, predvsem na visokem nivoju glede tega. Trenutno so 4 naši občani aktivno okuženi, Medvoška civilna zaščita pa kakšnih posebnih ukrepov ne napoveduje. Treba je pa vedeti, da imamo mi že od spomladi pripravljene neke protokole, neke načrte, ki predvidevajo take zadeve. To smo tekom poletja tudi malo porevidirali, posodobili. Trenutno bo te dni šel v javno obravnavo tudi občinski načrt v primeru epidemije oziroma drugih okužb za občino Medvode. Ta načrt je narejen na podlagi državnega načrta in pa regijskega načrta. To je nek skupek vseh teh načrtov in pa ukrepov, ki bi bili potrebni v takem primeru. Vendar trenutno, ta trenutek, zdaj se ne vidi nobene take zadeve, da bi mogli kako kaj drugače delati, kot delamo. Vse občane pa o pojavu virusa COVID-19 ponovno opozarjajo na dosledno spoštovanje in izvajanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Konec avgusta se je iztekel rok za pritožbo na odločbo za odmero višine nadomestila za uporabo tako zazidanega in letos prvič tudi nezazidanega stavbnega zemljišča, ki jo je konec julija na zavezance naslovil FURS, čeprav gre za izvirni dohodek občine Medvode. Tudi pritožbe na odločbe so sicer sprejemali na FURS-u, vendar jih postopno predajajo v obravnavo občini oziroma njenemu pogodbeniku. V konkretnem primeru je to družba Lokus iz Domžal. Doslej je v obravnavo prejela 180 pritožb. Tehtnih razlogov za spremembo odloka, ki je podlaga za izračun nadomestila, pa v Lokusu trenutno ne vidijo. Na Lokusu so do ponedeljka prejeli v obravnavo 180 pritožb na odločbo za odmero višine nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Na polovico njih so že podali odgovor. Večina pritožb je pa predvsem iz naslova spremembe zavezancev, namreč tisti zavezanci, ki se niso javili v času javne razgrnitve, so bili kot zavezanci določeni lastniki nepremičnin. V veliko takih nepremičnin so podnajemniki, imajo kakšna podjetja, se pravi, so kakšna podjetja notri, imajo najete prostore, tako da take se potem popravi in te pritožbe so tudi pozitivno rešene. Je pa kar nekaj pritožb tudi na račun nezazidanih stavbnih zemljišč, to pa že vsi sedaj vemo, da je to nova dajatev, ki je bila v občini Medvode lansko leto predpisana in posledično je tudi zaradi tega veliko pritožb, ker ljudje še zmeraj upajo, da bi nekako lahko prišli mimo odloka oziroma določil odloka.
Kako je torej potrebno razumeti podatek civilne iniciative, ki prek svojih objav na družbenih omrežjih in v nekaterih medijih opozarja, češ da morajo nekateri zavezanci plačati po novem tudi 10-krat višje nadomestilo kot leto poprej? Ta komentar se že pojavlja že kar nekaj časa. Moram reči, da ljudje za isto nepremičnino ne plačujejo nič več kot prej. Seveda, ja, plačuje malenkost več, ampak ne 10-krat več. 10-krat več lahko plačuje samo tisti, ki do danes ni plačeval za nezazidano stavbno zemljišče. Tukaj pa govorimo predvsem o ljudeh oziroma o podjetjih, ki imajo velike količine nezazidanih stavbnih zemljišč, ki se pač prej niso odmerjala. Dejstvo je tudi, da bo občina v letošnjem letu iz naslova nadomestila prejela le dobrih 350 tisoč evrov več kot leto poprej. Lansko leto 1 600 000, letos pa dober 1 900 000 evrov. 22 zavezancev, predvsem gre za pravne osebe, mora plačati več kot 10 000 evrov nadomestila. Za večino njih 7404, od skupaj 7484 zavezancev pa je ta znesek pod 2000 evrov. Med tistih 60 zavezancev, ki morajo plačati višji davek od 2000, je tudi Štefan Čebašek, nekdanji občinski svetnik, predvsem pa gospodar na 300 let stari kmetiji Prčrnet na Vrju. Konec avgusta je takole komentiral za našo televizijo. Če bi upoštevali enostavno dejstvo, ki ne rabi nobenih študij, nobenih znanstvenikov, da gre tukaj za družinske kmetije, da je teh kmetij vedno manj in da smo vsi kmetije enake, da kmetija vsebuje zemljo, nekatere kmetije imajo več, druge manj, ene imajo 1000 kvadratnih metrov, druge 3000, ostale 5000. Da je SKK ime popolnoma namensko namenjeno predstavitvam kmetije in gradnji kmetij. Da se te stvari obdavčujejo enako, kar pomeni, če ena kmetija dobi 100 evrov za plačati, dobi druga kmetija 100 evrov za plačati in da ima ena kmetija 3000 kvadratov, druga pa 1000 in da dobi tista, ki ima 1000 za plačati 1200 evrov, unata druga pa 100 evrov, poveste, da tukaj ni enakosti, da ni nekih meril, da ni zdrave pameti, da je odsotnost razuma popolna. In pojasnilo Lokusa, da je Čebaškova pritožba še v reševanju, vendar pa ravno to, če bi mi družinske kmetije posebej oziroma drugače tretirali, bi delali neke odločitve, ki niso enakopravne glede na ostale. Zemljišča, na katerih je možno postaviti stanovanjski objekt, so vsa tretirana enako. Zemljišča, na katerih je možno postaviti poslovni objekt, so vsa tretirana enako. Se pravi, ne moremo zdaj na ime ali priimek nekoga imeti drugačne kriterije. Tako da jaz tukaj ne vidim nobene spornosti. Verjamem, da gospodu Čebašku ni vseeno, glede na to, da ima velike količine stavbnih zemljišč, za katere je potrebno sedaj plačati. In njegova legitimna pravica je, da pač da pritožbo. Pritožba se bo še enkrat pogledala. Naj povem, da vsake pritožba se podrobno še enkrat preveri, ne glede na to, kaj je bilo v predhodnih postopkih ugotovljeno. In če bo ugotovljeno, da se lahko kakorkoli gre nasproti občanom, se bo seveda tudi šlo. In še, da so imeli zavezanci čas podati pripombo za spremembo namembnosti stavbnega zemljišča, če ga ne potrebujejo, nazaj v kmetijsko rabo. Takih pobud je bilo sicer za slabih 15 hektarjev. Košir pojasnjuje tudi, da vsebine prejetih pritožb ne daje slutiti, da bi bilo potrebno decembra sprejeti novi odlok že kmalu popravljati, saj da je pravičnejši kot prejšnji. Lahko pa, da se zniža vrednost točke za vse. Smo stalno v stiku z občino Medvode in tudi občina Medvode je pripravljena na pogovore z civilno iniciativo. Je pa odločitev trenutno taka, da se počaka, da se vse pritožbe rešijo, da vidimo, kakšen je problem, če sploh je kje problem, in na to se bomo pogovarjali, ali je potrebno v spremembo odloka. Časa za to bo še dovolj. Dejstvo je, da je civilna iniciativa proti novemu odloku in načrtovanim spremembam s konkretnimi predlogi prišla tik pred oziroma šele potem, ko je občinski svet sprejel novi odlok. Ena od pripomb civilne iniciative, ki jo v zadnjem času zastopa Igor Kršinar, novinar Reporterja oziroma njegova žena odvetnica Mojca Cigale Kršinar, je predvsem ta, da so nezazidana stavbna zemljišča v primerjavi z zazidanimi preveč obdavčena, še posebej tista namenjena poslovni dejavnosti v primerjavi z nepozidanimi zemljišči namenjenim stanovanjskim gradnji. Eden od argumentov pa, da ta zemljišča v takem stanju dejansko še ne obremenjujejo prostora in okolja. Nezazidana stavbna zemljišča, to so tiste zemljišča, na katerih lahko postavimo objekte danes in ni potrebnih nekih večjih vložkov v to, da bi se komunalno opremljalo oziroma da bi se še sprejeli kakšni prostorski akti, so omejena dobrina.
In občina na eni strani ne more širiti stavbnih zemljišč tam, kjer želi, ker ima preveliko notranje zaloge, se pravi preveliko stavbnih zemljišč, ki imajo status nezazidanega stavbnega zemljišča in se na trgu ne pojavljajo. Zakaj konkretno so stavbna zemljišča za poslovno dejavnost bolj obremenjena, je preprosto razlog, da zemljišč za poslovno dejavnost je še manj kot za stavbna, se pravi za stanovanjske namene. Ne? In glede na to, da je želja, da se je občina tudi gospodarsko močna, je seveda tudi želja, da se ta zemljišča gredo na trg, da se lahko pozidajo in da se lahko širi poslovna dejavnost. Na socialnih omrežjih je civilna iniciativa med drugim zapisala tudi, da bo občina Medvode plačala zasebnemu podjetju Lokus iz Domžal skoraj 41 tisoč evrov za pripravo odloka, na podlagi katerega bodo na primer krajani Preske, Vaš, Goričan, Rakovnika, Sore, Ladje, Zbil, Vrja in Pirnič plačali dvakrat višje nadomestilo na kvadratni meter kot župan Nejc Smole, ki živi v Valburgi. Trditev zaradi tega, ker je tam župan stanuje, da je zaradi tega nižja, je bolj populistična kot kaj drugega. Ne. Vsa zemljišča so bila določena oziroma vsa območja pobiranja nadomestila so bila določena na podlagi strokovnih kriterijev, občinskega prostorskega načrta, stanja komunalne opremljenosti in drugih kriterijev, ki so potem botrovali k temu, kako so se meje določile. To, da pa slučajno tam župan živi, ker sem sicer zvedel šele preko medijev, ni bil nikoli razlog, da bi to bilo nižje vrednoteno zemljišče. In še, da za razliko od naprimer Preske in Sore, Valburga ne premore niti fekalne, niti meteorne kanalizacije, niti optičnega omrežja ali plinovoda. Vodovodne cevi pa so stare in azbestne. Kot pravi Košir, je bilo podjetje Lokus izbrano na javnem razpisu, pogodba pa je 2-letna. V tem času se ni naredilo samo, ko je mogoče nazvom videno nek odlog, ki veliko pobira denarja, pa nič se ne naredi. V podjetju Lokus so torej pripravili osnutek novega odloka, pripravili informativne izračune za vse zavezance, nudili pomoč na javni razgrnitvi, ki je trajala 1 mesec. Odgovorili so tudi na vseh več kot 1300 pritožb in pripomb, pripravili končno verzijo odloka in na njegovi osnovi podlage za izdane odločbe, ki so jih zavezanci prejeli konec julija. Sedaj pa rešujejo tudi pritožbe na odločbe. Če bi preračunavali to na uro zaposlenega, bi videli, da ta znesek, ki se sliši mogoče visok, niti ni tako visok, bi lahko bilo tudi višje. In če bo vendarle prišlo do napovedane ustavne pritožbe, kot jo napovedujejo v civilni iniciativi? Jaz pravim, da je čisto legitimna pravica vsakega posameznika, da lahko s pravnimi sredstvi poskuša odlok ugotoviti, ali je pravilen ali nepravilen. Če bo šlo na ustavno sodišče, bomo videli, kaj bo ustavno sodišče povedalo. Po vaše pa? Jaz mislim, da ni nič narobe. Tedni vseživljenjskega učenja letos potekajo med 4. septembrom in 9. oktobrom. V občini Medvode pa so se glavne aktivnosti pričele v torek. Na novinarski konferenci je Agata Trojar, območna koordinatorka tedna vseživljenjskega učenja, predstavila, kaj ti tedni učenja so in katere so skupne akcije ter teme v letošnjem letu. Soustvarjalci projekta tako prispevajo k udejanjenju slogana Slovenija učeča se dežela. V Medvodah se tržnica Znan odvija 9. leto po vrsti in je tudi v letu 2020 osrednji celodnevni dogodek tednov vseživljenjskega učenja. Odpira vrata nacionalnemu mesecu skupnega branja in dnevom evropske kulturne dediščine in družinske pismenosti. Izjemno obsežen projekt torej, ki ga je v Medvode pripeljalo kulturno društvo Sejalec umetnosti. Pred 9 leti smo se kulturno društvo Sejalec umetnosti s svojo skupino za vseživljenjsko učenje in društvo je pravzaprav nastalo pred 10 leti ravno na podlagi projekta Lifelong Learning programa Leonardo da Vinci kot rezultat projekta in smo ustanovili tudi skupino za vseživljenjsko učenje. Tako smo pristopili k nacionalnemu koordinatorju, Andragoškemu centru Slovenije in kandidirali za to koordinacijo tedna vseživljenjskega učenja in širjenja znanj
tudi vnaprej. Do takrat v Medvodah tega festivala niso organizirali in tudi ni bilo dogodkov, kjer bi na tak način širili znanja in veščine ter poskrbeli za medsektorski, medkulturni in medgeneracijski dialog. Takrat smo dobili idejo, da je najboljše, da naredimo nek skupen dogodek, kjer se bomo srečali, kjer se bomo lahko povezvali, ker vsak v svoji sredini težko predstavlja svoje veščine in svoja znanja med generacijami. Mi smo potem s tem skupnim dogodkom povezali ne samo generacije, tudi sektorje, tudi medkulturni dialog vzpostavili. Pri tem so zelo uspešni. Letošnjo tržnico so namreč v težkih in negotovih razmerah pripravili v manj kot enem mesecu. Običajno je dogajanje umeščeno v obdobje od maja do junija, letos pa torej od septembra do oktobra. Število zainteresiranih sodelujočih je tudi tokrat preseglo pričakovanja organizatorjev, ki pod svoje okrilje vabijo vse, ki lahko prispevajo k prepoznavanju pomena vseživljenjskega učenja. Več glav zmeri več ve, kot ena sama. In tudi pri vseh projektih, ki se jih lotimo, je povezovanje, je tak res vez in moč in radost skupnosti tista, ki je prva gonilna sila. V sklopu tednov vseživljenjskega učenja bo v Medvodah potekalo še nekaj dogodkov, zato spremljajte objave v medijih in na spletu. Tiskovni konferenci o letošnjih tednih vseživljenjskega učenja pa je že sledila prva učna ura v sejni sobi občine Medvode. Tadeja Trojar-Jan je pripravila delavnico z naslovom Skrbim zase in obvladujem stres, oziroma kako si pomagati, da nas niti izredne razmere ne vržejo iz tira. Že nekaj let namreč strokovnjaki opozarjajo na dejavnike stresa, ki močno vplivajo na naša življenja in so lahko tudi nevarni, če jih ne prepoznamo in nismo sposobni obvladati. Čas koronavirusa in s tem povezani dogodki, ki jih nismo vajeni, pa to tveganje le še povečujejo. Ko iz dneva v dan težje obvladujemo vse stvari, ko obremenitve postajajo pretežke in nam zmanjkuje energije, je edinstvena priložnost, da naredimo nekaj zase, delavnica Skrbim zase in obvladujem stres, ki jo je v sredo v sklopu tednov vseživljenjskega učenja pripravila psihologinja Tadeja Trojar-Jan. Ta delavnica naša je zelo izkustveno naravnana in ena njena velika prednost je ravno v tem, da jo lahko uporabljamo čisto v vseh različnih situacijah, v katerih se znajdemo v stresu. Se pravi zdaj, če bi jo navezali na to, kar bo naš današnji fokus, kar se tiče mogoče teh časov koronskih, ki so za marsikoga malo bolj ali pa malo večji izziv, ki se srečujemo z nepričakovanimi stvarmi ali pa čisto v vsakdanjem življenju, na delovnem mestu, v družini ali kjerkoli drugje, povsod so te stvari enako uporabne. Za udeležence sta bili to pomembni učni uri, ki ju je z obilo znanja in spretnosti krmarila voditeljica delavnice, ki se v svojem življenju pogosto srečuje z ljudmi pod stresom. Najbrž ne mine dan, ki ne bi, pa zdaj tudi, če se malo pohecam, se tudi sama s sabo srečujem, ker ravno tako, kot vsi mi ostali, se sem pa tja seveda tudi srečujem s stresom. Je pa mogoče treba izpostaviti to, da v tem zadnjem obdobju, v teh zadnjih mesecih je težjega obvladovanja stresa več prisotnega, več ljudi se pojavlja oziroma govori o teh svojih težavah in iščejo neko pomoč, tako da moram reči, da imamo kar nekaj dela na tem področju. Stres je fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi notranjim in zunanjim dražljajem oziroma stresorjem. Za obvladovanje stresa je zato potrebno najprej poznati sebe in se zavedati ter prepoznati dejavnike, ki nas spravljajo v stres. Zelo je pomembno, da o tem govorimo in se zavedamo, kako prepoznati stresorje. Mislim, da smo naredili en korak naprej v tem prvič prepoznavanju že majhen stresa, predvsem pa v tem priznanju, da smo lahko pod stresom in da to ni nič nenavadnega, da živimo v enem takem obdobju, ko je okrog nas cel kup enih različnih stresorjev, če ne znamo dobro poskrbeti zase, narediti malo selekcije in razmišljati o tem, kako stres na nas vpliva, na kakšen način se pojavijo neki simptomi stresa in kako ga obvladujemo naprej, da seveda smo lahko kar v zadregi. Zaradi tega
kar velik porast in razmišljanje v tej smeri, kako se nas stres dotakne, je tukaj zelo na mestu. Seveda stres ni vedno nekaj negativnega. Pozitiven stres namreč potrebujemo, da smo učinkoviti in pomembno je, da dejavnike, ki nam povzročajo stres, poskušamo obrniti na pozitivno plat. Je pa dejstvo, da stres kot nek faktor, ki vpliva na zmožnost funkcioniranja človeka, včasih nekateri smatrajo bolj kot izgovor, da nekdo ne opravi svojega dela. Imamo na eni strani nekatere, ki zelo priznavajo in ki se zavedajo, kaj se nam dogaja, potem imamo pa tudi takšne, ki vpliv stresa zanikajo, ki celotno odgovornost, da vrnejo samemu posamezniku, ki se stresom bolj ali pa manj dobro sooča, tako da to je en izmed momentov. Je pa tudi res, da delo na sebi in to, da se mi razmišljamo o samem stresu, pa vsakega od nas naredi malo bolj čuječega, pa malo bolj spretnega, pa malo bolj veščega na tem področju, tako da lahko si res zelo dosti pomagamo sami. Kje so torej meje, ko stresa človek ni več zmožen obvladovati? Najbolj pogosto se zgodi, če bi rekla, da če imamo posameznika, ki stres slabo obvladuje, da se njemu začne dogajati to, da počasi se pomika na poti k izgorelosti. Ena največjih težav, ki jo tukaj imamo, oziroma zakaj se ta izgorelost pogosto pojavlja, je predvsem to, da posamezniki ne prepoznajo teh svojih znakov stresa. Potem, ko jih mogoče prepoznajo, si nočijo priznati, da je to posledica stresa, pa jih malo zanikajo, odrivajo stran, se obnašajo, da bo vse v redu, pa da bo vse dobro, nekako se te naučene nemoči navadijo, torej ne lotijo se tega področja in ne začnejo se ukvarjati samimi stresorji oziroma sami z seboj. Tako da kje meja je zelo različna od posameznika, nekateri lahko relativno hitro pridejo kakšne take slabše obdobje oziroma v težje obvladovanje stresa, pri kakšnih se pa lahko tudi več let nalaga, pa še vedno relativno dobro funkcionirajo v tem vsakdanjem življenju. Seveda pa obstaja tudi nekaj preverjenih tehnik obvladovanja stresa, med katere sodijo tudi dihalne vaje in vizualizacija prostora, kjer se počutimo srečne in sproščene. In del teh tehnik so spoznale tudi udeleženke tokratne delavnice, ki so se naučile še ene pomembne lekcije. Stres je namreč škodljiv šele takrat, ko sam razmišljaš o tem, da ti škoduje. In zavedanje tega, da stres lahko obvladamo, je že dobra pot k temu, da bomo živeli lažje tudi v manj prijetnih okoliščinah, kakršni so recimo trenutni COVID časi. V začetku tedna se je zaradi koronavirusne krize zgolj v manjšem obsegu odvila prva aktivnost projekta Povezana skupnost bralcev. Na hišo društva Barka, na delavnico na Jeprci so namestili hišico s knjigami, ki naj bi zaokrožile med bralci. V projekt je poleg društva Barka, ki je nosilec projekta, vključena še knjižnica Medvode, vrtec Medvode in Deos. Idejo za projekt sta dali sestri blogerki Petra Kalan in Ana Jelovčen. Projekt Povezana skupnost bralcev je logično nadaljevanje Petrine in Anine spomladanske izposojevalnice knjig. Ja, pravzaprav smo zelo vesele pa ponosne, da je ta projekt zrasel na temeljih izmenjevalnice knjig, ki smo jo delali v februarju. Takrat so knjigice ostale in mi smo se zavezali, da bova s temi knjigami naredili nekaj koristnega. Beseda je dala besedo, mi dve smo vedno polne idej, vedno delava v dobro družbe in sočloveka in zelo hitro je padla ideja o teh knjižnih hišicah. Ker so v knjižnici Medvode že bile, pa je to projekt bil kaj že tekel, smo se najprej povezali s knjižnico Medvode, potem pa zelo hitro z Barko, zaradi tega, ker se meni zdi genialno, da pač ljudje, ki so v lokalni skupnosti, tudi nekaj nazaj lokalni skupnosti dajo in Blaž se je zelo hitro strinjal in tako smo zapeljali projekt, ki je zdaj pravzaprav zelo lepno. Prva aktivnost projekta Povezana skupnost bralcev je bila namestitev knjižne hišice na delavnico društva Barka na Jeprci. Za voljo proti koronavirusnih ukrepov se je dogodek odvil v manjšem obsegu, kot bi se sicer. Jaz mislim, da prvi ta dogodek, mi smo ga organizirali po svojih najboljših močeh glede na trenutne razmere in glede na ukrepe, katerim moramo slediti. Ampak jaz sem zelo prijetno presenečena, da so tudi naši uporabniki, no mi jim pač rečemo osebe, da so tudi naše osebe v bistvu pokazale tak interes, ker
nismo vedeli točno, kako bo to sprejet, ampak mislim, da kar tudi za hišico, da bo interes in da bo v uporabi. Kako se uporablja takale hišica? Ja, načeloma v vsaki hišici noter tudi so pravila uporabe. In ker gre za hišico za izposojo knjig, so pravila preprosta. Človek pride, pogleda noter, če mu je kaj všeč, lahko tam na licu mesta si pogleda, prebere, lahko vzame domov. To knjigo lahko zadrži zase, jo vrne ali pa mogoče doma poišče kakšno, ki več interesa zanjo doma ni, pa jo prinese v hišico, pa mogoče bo pa komu drugmu všeč. Cilji projekta so med drugim večja socialna vključenost različnih ranljivih skupin, predvsem odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in starostnikov, več medgeneracijskega sodelovanja in druženja, večje zanimanje ljudi za branje knjig in tako boljša pismenost in nenazadnje dvig kakovosti življenja ranljivih skupin preko skupinskega branja knjig, pravljic in slikanic. Večina naših uporabnikov žal ne piše in ne bere. So pa nekateri, ki do neke mere so pismeni in zmorejo branje knjig v lahkem branju, se pravi napisane v lahkem branju. To sta predvsem uporabnika, Stane pa Marjanca. Medtem, smo pa že imeli neko tako delavnico, kjer je šlo v bistvu za bralne urice z eno izmed naših takratnih prostovoljk, in sicer je ona vsak teden zbrala neko pravljico, zgodbo, enostavno z velikimi ilustracijami. So jo skupaj prebrali oziroma jo je ona prebrala, jo obnovili, mogoče zraven poslušali neko glasbo, ki je primerna za vzdušje v pravljici, se malo pogovarjali o temi. In mi smo bili zelo zadovoljni, da nas je Barka povabila ravno v ta projekt, da smo zdaj stopali v Barko. Mi bomo najbrž Barki ponudili tudi to, da bo naša knjižničarka začela prihajati tukaj, gospa, ki ima itak že iz svojega osebnega življenja torej neka znanja, spoznanja, kako ravnati s to populacijo. In veste, to so pač knjige, kodar je bolj pomembna sama grafika, to se pravi slika, na nek način celo knjige, ki so na vtip, se pravi z drugimi čuti dojemati to, torej to vsebino. Tudi tokratno pridobitev so v Barki pospremili s podobnim bralnim dogodkom. Barkač Rok je bil med tistimi, ki je basni Svetlane Makarovič še posebej skrbno sledil. A ti rad poslušaš, kadar kdo bere knjige? Ja, tudi poslušam, da kdo bere knjige. Ja. Kakšne knjige so ti všeč? Take, ki imajo veliko ilustracij? Ja, take, ki imajo veliko ilustracij, pa imajo veliko živali noter. Danes ste poslušali basen. A vsaka basen ima na koncu eno tako lepo sporočilo. Kakšno je bilo tokratno sporočilo? Ja, sporočilo bilo je krasno in tudi sporočilo tudi piše v knjigi. Da moramo biti prijatelji, da moramo drugim pomagati najbrž, ne? Ja, Knjižnica Medvode je sicer v okviru projekta Knjiga na potepu predhodno že realizirala 600 vrstnih hišic za izposojo knjig. Postavitev novih 6 pa je torej prepustila društvu Barka. Mi bomo vedno pri teh otvoritvah hišic in pa tudi pri polnjenju teh hišic sodelovali ravno tukaj, tudi v Devosu z gradivom, ki je primeren za to starejšo populacijo. Nosilec projekta je torej društvo Barka, ki je na občinskem razpisu za realizacijo prejelo 900 evrov. Saša Kastelic, prej 2 leti varuhinja v bivalni enoti, sedaj pa 2 leti odgovorna za zbiranje donacij v skupnosti Barka, ocenjuje, da je slednja pri tem uspešna. Začeli smo s prijavljanjem projektov na razpise 2 leti nazaj. Jaz moram priznati, da nisem imela izkušenj s tem, sem pa imela srečo, da se je ravno takrat vključila tudi prostovoljka iz Makedonije, ki pa je to delala.
prijavljala tudi mednarodne projekte, tako da tukaj smo izkoristili priložnost, da Barka začne s tem, da je nekdo, v tem primeru jaz, ki izkoristi to tudi za učno situacijo za naprej. Tako da zaenkrat smo nad pričakovanji uspešni na projektu. Celoten dogodek, ki je najlepši uvod v mesec skupnega branja, je, tako kot vedno, dokumentiral tudi hišni fotograf, prvi stanovalec skupnosti Barka, Stane Grandlič. Koronavirusna situacija je sicer preprečila včerajšnje načrtovano uradno odprtje njegove 4. samostojne razstave v knjižnici Medvode, si pa lahko njegove fotografije na temo starih mestnih in vaških hiš ogledate še vse do 25. septembra. Stane Grandlič prav to druženje in pohojkovanje okrog s fotoaparatom v roki najbolj pogreša. Kaj sem dosti hodil, tudi po Medvodah, tudi tukaj. Kaj je bil, sem bil pa zelo zraven, zdaj pa nas nimam kaj tak korona. In kaj malo pogrešam. Praviš, da imaš 2 fotoaparata. Zakaj? Se ti, ki je baterija nekaj delati, pa drugega zraven. Kaj tudi polnega. Ja. Nad fotografijo se je navdušil že v rani mladosti, še v analogni dobi. Kaj sem v filmi, si mogo malo bolj paziti, kaj bo sliko. Zdaj, ko imaš pa kartico, pa slikaš klik, pa kaj se seznalnik, pa veš, kje je dobra, pa kje ni dobra, pa čisto ven zbesaš. Ko na filmu se pa to ne da. Torej, če prav razumem, bolj si bil ponosen na tisto analogno. Ja, tudi. In na Diase sem bil, pa sedaj na Diase delam s Grinkam. Koronavirusna kriza je preprečila včerajšnje načrtovano uradno odprtje njegove 4. samostojne razstave, tokrat ponovno v knjižnici Medvode. Motiv prve so bile rože, motiv druge živali, v tretje se je posvetil kozolcem, sedaj pa že drugo sezono zapored lovi zanimive motive kulturne dediščine, oziroma predvsem tisto, kar bi lahko bila stavbna dediščina, pa to ni več. Vsako temo imam, na vsake 2 leti novo temo. Ne imam za drugo temo, ker nam bom povedal za drugkrat. Pa se sam odločiš za temo? Ali kako? Ali dobiš kakšen namig? Včasih sam, včasih pa kdo mi tudi pove, to bi pa lahko ti slikal. Koronavirusna situacija pa je vplivala tudi na tokratno razstavo. Kakšna bi bila ta razstava, če korone ne bi bilo, in kakšna bo sedaj, ko korona je? Sem pa malo odrasel naredil, so hoteli 2 okanov mes, Maribor, stari dele hiše pa slikati, kaj tudi popadajo, kaj se ne obnavljajo, kaj se samo zvisi. Motivi so sicer od vse povsod. Tudi Francija, tudi London, tudi Portorož, pa tudi na Dolenjskem je LDV. Brez koronavirusa pa bi bilo še več medvoških, takih, ki so mu sicer med ljubšimi. Tudi boje ene, ki je tudi brez strehe, kuhna je sanuta, oken je tak, kavinski se boste videli slike, na nekaj vrst pojedk pa na povrstke. Skratka, v Medvoški knjižnici je do 25. septembra na ogled njegova razstava starih mestnih in vaških hiš. Dobra 2 tedna je bila v Medvoški knjižnici na ogled tudi razstava Razvoj kolesarstva kot prevoznega sredstva na Slovenskem, ki jo je pospremila zanimiva brošura. Za oboje je strokovno vsebino prispeval Tehniški muzej Slovenije in je sestavni del obsežnejšega projekta Enostavno na kolo. Vabljeni smo bili, da si v knjižnici Medvode ogledamo sicer na fotografijah na panojih najpomembnejše modele koles od 19. stoletja naprej. Gre za zelo zanimivo predstavitev modelov, tistih najbolj znanih modelov koles, kako so se pravzaprav razvijala na naših tleh. Zdaj, zanimiv je sploh ta mogoče prvi model, ki ga vidimo na tem prvem panoju, to je
velociped, tako, to je bil predhodnik današnjega poganjavčka. In pravijo, da je bil človek, ki ga je uporabljal, da je prišel od točke A do točke B, dvakrat hitrejši, kot če bi hodil peš na tem izumu. No, ampak drugače pa že Blyweissove novice tudi omenjajo ta izum in da je bil zelo zanimiv in da bi bil pa tudi zelo uporaben, če ga bi ljudje znali uporabljati. Skratka, na začetku so se lovili, no, potem pa je šel ta razvoj koles v smer, seveda v to smer, da bi bila kolesa vedno veliko bolj prilagojena samim uporabnikom, da bi se jih lahko čim lažje uporabljalo. No, in to so tudi dosegli, no, s številnimi kasnejšimi izumi. Razstavo v čitalnici knjižnice je pospremila tudi brošura z zanimivimi zgodovinskimi dejstvi, izsledki študije razvoja koles na Slovenskem, ki jo je opravil Tehniški muzej Slovenije. Razstava sprva ni bila načrtovana v čitalnici. Najprej smo si zamislili to razstavo na naši novo obnovljeni terasi. Tam je seveda čudovit ambient za takšne stvari, ampak smo odvisni od vremena in žal nimamo pokrite terase. Terasa je odkrita, tako da smo potem razstavo raje preselili v čitalnico, da se ne bi ti panoji poškodovali. Gre za sestavni del projekta Enostavno na kolo, ki ga izvaja Las za mesto in vas v sodelovanju z občino Medvode, občino Vodice, javnim zavodom Sotočje Medvode in društvom Barka. To je sicer skupni projekt 5 lokalnih akcijskih skupin in je sofinanciran strani države oziroma Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru projekta se je v naši občini sicer že pridobilo 6 električnih koles, električne polnilnice s servisnimi stebrički na večjih lokacijah ter stojala in kolesarnica pri športni dvorani Medvode. Prej omenjena razstava v knjižnici pa je bila dober uvod v Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto med 16. in 22. septembrom nagovarja obiskovalce središč mest, krajev in vasi, da bi bil promet prijetnejši brez izpušnih plinov in nas opozarja na skupnostno odgovornost do čistejšega okolja in svojega zdravja. Letošnje geslo je: izberi čistejši način prevoza. V tem geslu vidim predvsem nekakšen razmislek vsakega zemljana, bom tako rekel, kako bi spremenil svoje navade in posegel po bolj čistem načinu prevoza, v smislu, da bi mogoče večkrat sedel na kolo namesto v avto, da bi mogoče imel tudi kakšen priključek na kolesu, da bi kakšen tovor si zapeljal s prikolico na kolesu po manjših razdaljah in mogoče tudi posegel raje po javnem prevozu, ki pa je v teh časih nekoliko seveda omejen. Nekateri ljudje se ga ne poslužujejo, ker se bojijo nekih okužb. In še? Da bi bilo treba imeti trajnostno mobilno leto, ne pa teden samo. Občina Medvode je bila v prejšnjih letih izbrana kot ena izmed najbolj aktivnih lokalnih skupnosti v državi pri organizaciji Evropskega tedna mobilnosti. Vstop v središče mesta bo ponovno omogočen le pešcem in kolesarjem, saj bo izvedena zapora Medvoške ceste od začetka mostu čez Soro do Tržnice. Zapora cestiča pa letos zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa ne bo prostor za druženje, ampak osveščanje v to, da se ne bo toliko družilo, da bomo poskušali prek nekih sodobnejših medijev se dotakniti ljudi, kako bi spremenili svoje mobilne navade. In tudi v tej smeri, da ne bodo več v bistvu toliko kontakta fizičnega med ljudmi. Včasih smo pekli palačinke, smo se družili, smo se igrali, metali na koš. Letos pa bomo izvedli razstavo Gar. To je zelo zanimivo mobilno sredstvo iz naše preteklosti, ker se lahko tudi marsikaj za prihodnost naučimo iz svoje preteklosti. V potujoči razstavi Kuda Franceleški Finžgar Senica in njegove sekcije Društva ljubiteljev starin bo v središču Medvod na ogled več vrst gar in podobnih vozičkov.
tako da si bojo lahko ljudje ogledali to kmečko orodje, ki je včasih služilo našim staršem, da so pospravljali poljčine iz njiv. Tako da je tle en dokaz, da takrat ni bilo traktorjev, ni bilo toliko tehnike, kot je danes, in da se da tudi s temi kmečkimi stvarmi doseči isto. Predstavljenih bo okrog 9-10 gar, med njimi tudi Kimpeš. Je pa tako, da se tem garam, v Medvodah uporabljamo bolj izraz gare, drugače pa na Primorskem je Borelo, na Gorenjskem je Šajtrga, v zahodni Ljubljani pravijo Kule, tako da je več teh izrazov. Vsak področje ima svoj izraz v bistvu za isto zadevo. Potujoča razstava bo sicer bolj poučen nadomestek za siceršnjo tradicionalno dirko z garami na Senici. Ta teden mobilnosti nam je prišel zelo prav, ker ne moramo organizirati dirko z garam, tako da bomo vsaj člani tega društva, da bomo pač tle lahko sodelovali, da pokažemo te naše rekvizite. Poleg novosti pa v Evropskem tednu mobilnosti ostajajo tudi nekatere stalnice. Že 3. leto zapored bo potekala akcija Pešbus, torej akcija, ko gredo učenci organizirani v skupine na mesto z avtobusom v šolo in iz nje peš. Seveda tam, kjer je pločnik. In 2. leto zapored se boste lahko podali na kratke sprehode s predstavnicami šole zdravja. Kaj vse se bo še dogajalo, pa podrobneje na naših videostraneh, socialnih omrežjih in v prihodnji oddaji. Ko se začnejo jesenske serenade, se pričenja kulturno jesensko dogajanje. Takšna je postala tradicija glasbene mladine Ljubljanske, ki ljubitelje glasbe v kombinaciji z govorjeno besedo že 44 let, v občini Medvode pa 33 let, vabi na uvod v novo koncertno sezono. Koncert so odprle članice ansambla kljunastih flavt Le Feniks, ki jih zvesti obiskovalci koncertov jesenskih serenad že dobro poznate, saj so v Medvoški knjižnici nastopile tudi leta 2016. Renesančni zvoki teh znanih glasbil angleškega dvora so včeraj obogatili že tako izjemno akustiko cerkve svetega Janeza Krstnika v Preski. Članice ansambla kljunastih flavt Le Feniks imajo skupni imenovalec Akademijo za glasbo. Tam so se namreč spoznale. Mateja Bajt je umetniški vodja, članice Marjana Jocif, Una Košir in Kristina Martinc pa njene nekdanje učenke, diplomantke na Akademiji za glasbo. Sprva so igrale baročno in nekoliko bolj moderno glasbo. Ko pa so dobile dragocene kopije renesančnih inštrumentov, pa so pričele pisati še zgodbe iz časov glasbeno bogate renesanse. So v bistvu zelo dragoceni inštrumenti, ročno izdelani. So tudi že kar stari, iz 70-ih, 80-ih let prejšnjega stoletja. Bile so last mojega bivšega profesorja iz Dunaja, iz Dunajske univerze za glasbo, Hansa Marija Knajsa. In zato sem mu res hvaležna, da imamo možnost igrati na te inštrumente. Ker teh inštrumentov je v bistvu te inštrumente je zelo težko dobiti, ker se delajo po naročilu in zelo dolgo traja. Najboljši izdelovalci imajo dolge čakalne vrste, tudi do 7-8 let. Tega izdelovalca, ki je pa te inštrumente izdelal, to je kanadski izdelovalec Bob Marvin, ta je pa žal lani preminil. Koncert na letošnjih jesenskih serenadah z naslovom Moje misli so krilate predstavlja bogat izbor angleške polifonije, plesne, homofone ter vokalne glasbe. V začetku smo izvajali 4 polifone. Polifone skladbe poznogotične in poznogotske in začetek renesanse. Sledili so kvarteti Henrika VIII. Henrik VIII je bil namreč tudi skladatelj, ne samo veliki kralj in ljubitelj glasbe, temveč tudi skladatelj, plesalec in baje, tudi dober pevec. Tako da smo izvedli nekaj njegovih skladb, potem
nekaj anonimnih plesov elizabetinske dobe kraljevanja kraljice Elizabete I. To so bili pa plesi, ki smo jih izvajali na višjem registru, v visoki legi. Sledila sta sklopa avtorja Johna Dowlanda, katerega glasbo so priredile za inštrumentalno zasedbo. Za zaključek pa so predstavile še nekaj del iz Simpsonove zbirke skladbic, ki se nagibajo proti zgodnje baročni glasbi 17. stoletja, ter tako skupaj dopolnile prerez od konca 15. do začetka 17. stoletja angleške renesančne glasbe. Članice ansambla kljunastih flavt Le Feniks so ene redkih, ki so jih na jesenske serenade povabili že drugič. Leta 2016 so se Medvoščanom predstavile v knjižnici na Sotočju, tokrat pa v akustično izjemni cerkvi svetega Janeza Krstnika v Preski. Cerkev ima namreč prečudovito akustiko. Večinoma v tej cerkvi sploh zelo lepo zveni in je za to glasbo idealna. Tudi okolje je primerno tej glasbi, tako da čudovito je bilo igrati v današnji cerkvi. Tokratni uvod v jesenske serenade je bil po spletu okoliščin sicer brez vezne besede, je pa medvoška posebnost v organizaciji javnega zavoda Sotočje ta, da nam študentka arhitekture Lucija Fabjančič predstavi kraj, kjer se koncert odvija. Ker bodo letos vsi koncerti v Preski, bodo tako tudi obiskovalci Presko in njeno zgodovino odkrivali v vseh 4 večerih in zato vabljeni, da pridete tudi naslednjo sredo, ko bo v cerkvi zazvenel kvartet violončel in nas popeljal v prostranost. Leto 1959 se je pisalo, ko se je godba Medvode kot prva godba v Sloveniji z instrumenti v red podala na vrh očaka Triglava. In potem tako še dvakrat v letih 1979 in 1999. Tradicionalni 4. vzpon se je imel zgoditi v lanskem letu, ob praznovanju 90-letnice pa jo je godbenikom zagodlo vreme. A z letom zamika je bila v pretekli vikend dolžnost vendarle izpolnjena in tradicija ohranjena. Z vrha najvišje gore v Sloveniji je ponovno odmevala planinska himna Oj Triglav, moj dom, ki jo je uglasbil Jako Paljaš. V soboto 5. septembra ob 5. uri zjutraj se je izpred športne dvorane Medvode na pot odpravilo 25 godbenikov in njihovih spremljevalcev. Dvoetapni vzpon od Rudnega polja mimo Vodnikovega doma so prvo noč zaključili na Kredarici, v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah pa nato nadaljevali tradicionalno pot na vrh najvišje gore v Sloveniji. Usklajevanje je bilo potrebnega kar nekaj, zdaj tudi zaradi samih razmer glede korone in pa tako naprej, ampak na koncu smo vse speljali tako, kot je bilo zastavljeno. Vreme smo imeli odlično, takšno vreme smo lahko samo sanjali, tako da v soboto smo šli, se pravi, iz Rudnega polja do Kredarice in pa potem v nedeljo zjutraj še iz Kredarice na vrh Triglava, kjer smo potem tudi ene par skladb zaigrali. Nedeljo 6. septembra ob 6:30 uri je tako na vrhu simbola slovenstva po medvoško zadonela Aljaževa himna Oj Triglav, moj dom. Nato pa še Golica in Kranjsko dekle. Mislim, da je bilo to zelo lepo. Sicer je bilo zelo vetrovno, tudi se vidi na samih slikah, da smo bili zelo oblečeni, ampak je to edinstvena izkušnja, ker se tega stila zgodi samo enkrat, mogoče dvakrat v življenju. Smo pa tudi videli med samim vzponom iz Kredarice na Triglav, smo srečali gamse, doživeli smo sončni vzhod, tako da to je tudi res nekaj neprecenljivega. 8 članov godbe je sploh prvič osvojilo najvišji vrh Slovenije. Najstarejši je bil star 51 let, najmlajši zgolj 10. Le 3 člani pa so letos ponovili izkušnjo izpred 20 let, kar kaže na to, da je godba v zadnjem obdobju doživela korenito pomladitev zasedbe. Godba Medvode gre vsakih 20 let na Triglav. Prvič smo šli leta 59, potem 79, 99. Prejšnje leto nam je zagodlo vreme, tako da smo potem to tradicijo izpeljali letos. Jaz sem imel svoj vozek, oziroma svoj nahrbtnik, plus še boben, potem smo si malo smo si delili potem še bobne med sabo in pa tako naprej. Smo neseli pa, se pravi, iz točke nič do končne točke smo vse neseli. Vzpon medvoških godbenikov na Triglav za enoletno zamudo sicer letos sovpada s praznovanjem 125-letnice Aljaževega stolpa.
7. avgusta 1895 ga je za svoj denar na svoji 16 kvadratnih metrov veliki parceli na vrhu Triglava, ki jo je za en goldinar odkupil od občin Dovje in Mojstrana, postavil zavetnik občine Medvode Jakob Aljaž. V letošnjem letu, ko so javni nastopi sicer prava redkost, pa medvoški godbeniki kljub temu planirajo še vsaj 2. Večer filmske glasbe v oktobru in tradicionalni božični koncert. Ostajamo na našem najvišjem vrhu ali pa se nanj ponovno vzpenjamo, kakor vam je bolj všeč. Navadni smrtniki za vzpon na Triglav iz doline Krme potrebujemo približno 6 ur. Naš najboljši gorski tekač Timotej Bečan pa je v petek, 4. septembra, torej 2 dni pred podvigom godbe Medvode, to pot pretekel v neverjetnih 1 uri in 26 minutah. In s tem za kar 3 minute izboljšal svoj dosedanji rekord, ki je hkrati tudi slovenski rekord vzpona na Triglav. Čestitamo! Natančneje, 1 ura 26 minut in 45 sekund je nova rekordna znamka teka iz doline Krme do Triglava. Pod najnovejši hitrostni rekord na slovenskega očaka pa se je vnovič podpisal Medvoščan Timotej Bečan, ki je v petek, 4. septembra, za skoraj 3 minute popravil svoj lanski rekord. Dvig ko podvig, že na spustu sem si rekel drug let še enkrat, tako da jaz sem tak pač, da, ko bi rekel, vedno znova hoče kaj novega. Tudi ja, pač vesel sem, normalno, ampak, ko bi rekel, življenje gre dalje, nove stvari so, tako da pač, ko bi rekel, s tem grem naprej, no. Ja, zadovoljstvo pa mora biti, ker ne nazadnje, pač to počnemo zaradi tega, da smo, ko bi rekel, pozitivni, da nekako širimo dober glas naprej in to je to. Če je bil prejšnji rekord dosežen bolj spontano, pa je bil tokratni podvig skrbno načrtovan, premišljen do potankosti in dosežen ob pomoči številčne ekipe, ki je skrbela za to, da se je vse išlo, kot se mora. V bistvu je bila to kot neka mini tekma, da rečem. Dejansko sem mogel precej stvari organizirati, no. Se pravi, zbrati ekipo, pač, kako bi rekel, postaviti, kje bo kdo, kaj bo kdo delal. Tako da pač ja, še enkrat hvala vsem, da so bili zraven. Jaz sem res zelo vesel, da pač se da dobiti. Mislim, da dejansko imam prijatelje, ki so pripravljeni, ne vem, petek dopoldne priti tja nekam v Krmo, po tistih luknjah se pripeljati, iti na Triglav oziroma saj na pot gor, pač spodbujati, pomagati. Tako da ja, pač, ampak je pa tudi nekaj organizacije bilo, tako da vse tako, kot sem rekel, kot neka tekma je bila to, čeprav je bilo vse samo na meni, se pravi, samo zame poskrbljen, ampak ja, nekaj je bilo, tako da dan pred tem sem kar letal, kje pa sem, pač je bilo treba postoriti marsikaj. Tudi pol v bistvu s tem sem si nakopal malo več pritiska nase, sem bolj slab spal. Ampak na koncu je vse dobro izteklo. 23-letni Timotej Bečan, član KGT Papež in slovenske reprezentance v gorskih tekih, zadnji 2 leti pa tudi uradno najboljši slovenski gorski tekač, je torej v slabi uri in pol premagal 1934 višinskih metrov in pretekel 8,8 km dolgo pot, ki jo sicer dobro pozna, saj jo je prehodil in pretekel že 9-krat. Tisti prvi del, ki je precej tekaški, mi v bistvu zelo ustreza, ker načeloma sem bolj atletske sorte, kot pa neke v bistvu ekstremno gorske. Tako da ja, do takrat, se pravi do nekje, ko bi rekel, v prvih 40 minutah sem tudi, da rečem, dobil noter največ, ne, pač potem gor višje, z višino manj, ampak ja, pač imel sem neke vmesne čase, ki sem jih pač pogledal, preveril in pač bil sem dober na poti, to ti da tudi dodatno motivacijo, pač pomirjen si in pač v bistvu dejansko še bolj uživaš pol v tem, ko prideš v bistvu med samo potjo potem na vrh. Letošnje korona leto so sicer ob manku tekem mnogi športniki izkoristili za ekstremne podvige. Julija je tako zahvaljujoč Ani Čufar padel ženski rekord vzpona in spusta iz Krme, ki znaša sedaj 2 uri in 52 minut. Marjan Zupančič je sredi julija postavil nov hitrostni rekord slovenske planinske poti 6 dni, 12 ur in 58 minut. Luka Kovačič pa je v manj kot 14 urah uspel povezati in preteči 5 najvišjih slovenskih vrhov. Timotej je za svoj podvig načrtno izbral september, v upanju, da letos skoraj pregovorna gneča na Triglavu takrat ne bo več težava. In dejansko vsi so me spodbujali,
dali prostor, ne vem, celo pot pokazali tukaj najbližji. Tako da samo enkrat sem mogel pač na drugo stran jeklenice malo poplezati drugje, ampak praktično brez težav, no. Tako da kljub v bistvu precej gneče, no. Tako da za dol sem pa pač izkusil, kaj to pomeni gužva, ker smo, mislim, da do Planike kar kakšno uro rabili. Čakajo pa Timoteja že v kratkem novi izzivi. Že ta vikend bo kot član 4-članske avstrijske ekipe odtekal prvi del štafete na atraktivni Red Bull Dolomitenmann štafeti v Lienzu, ki jo sestavljajo še padalski, kolesarski in kajakaški del. Prvi vikend oktobra pa ga čaka kar dvojni spored na Šmarni gori. Letos bo namreč petkovemu rekordu sledil še klasični sobotni vzpon na Šmarno goro. Pač cilj je sigurno izboljšati svoj lanski čas, se pravi 11-13. Zdaj pa, da vidimo, kje smo letos. Pač grem pa, ta tekma mi veliko pomeni, tako da bom naredil vse, da sem pač maksimalno pripravljen na njo. Na tekmi z množičnim štartom v Dolu pri Ljubljani je 18-letna članica NŠD Medvode Hana Mazi Jamnik premagala prav vso konkurenco. Tako izkušenejše kolegice, kot sta članici A reprezentance Eva Urevc in Ana Marija Lampič, ki je bila četrta, kot svoje sovrstnice in se s časom 23:01 veselila naslova prvakinje tako med članicami, kot tudi med starejšimi mladinkami. Med člani sta na slabe 2 kilometra daljši progi slavila biatlonca Jakov Fak pred Valburžanom Rokom Tršanom, tretji je bil Benjamin Črv iz smučarsko-tekaških vrst. Še en Valburžan Janez Lampič je bil 8. Se pa naslova državnega prvaka razveselil Anže Gros med starejšimi mladinci, njegov brat in medvoški klubski tovariš Gal Gros pa je bil drugi med juniori. Ponovno smo imeli v vrhu 2 predstavnika cestnega kolesarstva na malem maratonu Franja v Ljubljani. Na 97 km dolgi progi sta v svojih kategorijah slavila Janez Debeljak, KD LPP v kategoriji F in Andrej Žavbi, Tuš Tim v kategoriji G. Medvoški policisti v preteklem tednu o obravnavanju prometnih nesreč ne poročajo, so pa imeli veliko dela z raziskovanjem kaznivih dejanj. V Sori je nekdo grozil, v Zbiljah pa so hodili vlomilci v avtomobile, kar 3 lastniki so prijavili vlome v svoje vozilo. V Medvodah pa je nekdo kradel v trgovini, nekdo je nekomu grozil, policisti iščejo tudi ukradeno kolo, obravnavali pa so tudi tatvino osebnega avtomobila v razgradnji. Še en poskus vloma v avtomobil pa so obravnavali v Zavrhu. Poročajo tudi o tem, da so obravnavali kršitev javnega reda in miru na javnem kraju. Kršiteljem pa bo po prekrškovnem postopku izdan kaznovalni ukrep. Pazite na svoje premoženje in obveščajte policijo, če opazite sumljive osebe ali avtomobile na telefonsko številko policije. Za več aktualnih informacij o delu Policijske uprave Ljubljana pa poklikajte na njihovo Facebook stran. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lep pozdrav.